Pozdravljeni v 21. epizodi Simple Life podcasta. Danes je, oziroma včeraj je bil 22. avgust 2020. To pravim zato, ker včeraj sem posnel tole, pa danes preposlušal in moram reči, da je pač ena zelo zanimiva zbirka idej oziroma razmišljanj, oziroma vas bom peljal tako čez en tak zanimiv idejni prostor, rečemo temu, oziroma zanimive ideje. Je pa, moram že zdajle omeniti, malo, pretiravam, ko to rečem, ne, ampak jaz sem to preposlušal ravnokar in skoraj živčnega dobil, ker tako človek, a bi ti lahko kakšno misel zaključil. Vmes boste videli, tako začnem eno misel in jo pol ful lepo nastavim in pol nekaj rečem, ki me odpelje v naslednjo misel. A veš, ne da bi prejšnjo zaključil, ampak direkt v naslednjo. In si pol mislim, pa dej, sej tekom oziroma proti koncu posnetka so zaključki teh misli, ampak tako vmes, že jaz, ko sem sam sebe pol poslušal, si mislim, pa dej, no, a lahko nekaj poveš, pa zaključiš to misel, pa greš pol na novo. No, v glavnem, je pa ziher te vrste posnetek, ki ni tako za sred dneva za poslušati, ampak bolj tako proti večeru, ko imaš čas, si vzameš v easy, pa te ima, da bi, veš, razmišljal o teh globih temah v lifeu. In ja, to je ta pravi setting za poslušanje tega. Tako da ja, uživajte, pa evo, kar predvajamo epizodo. Evo, tega pa nočem pozabiti, da je telo kakor moj prijatelj. Da je moje telo je kakor en kuža, ki pač imam jaz odnos z njim, pa me ima rad, ali pa se ne razumeva najboljše. Pač ena tako dejanska stvar tukaj, ki se odziva, a veš, name. Ker jaz sem zdaj prišel sem in zdaj sva skupaj se družila s tem kužetom. Zdaj sva jaz pa ta kuža in pač ga je treba zdresirati, ne, lahko ta kuža dela ful velik. Pa je pa tule še ta. V glavi, ja. Kaj štima zadeve? Kuža, mislim, pa odnos z njim je tako, saj to. Ne, saj odnos, da si upaš zaupati, stari. To je pa ta najhujša, ta najtežja stvar za narediti v življenju. Da si upaš zaupati. In pol, ko zaupaš, mislim, sej, a veš, spet si nisem upal, ne? Spet si nisem upal, tudi zdaj, tokrat. Da bi pač skočil na drugo stran. In pogledal, kva je tam. Mislim, ko zgleda, da sem tam jaz. Da sem pol jaz, ki je na drugi strani pač. In je tako, čakaj malo. A zdaj sem jaz na drugi strani. In si pač tako res na drugi strani. Na drugi strani tega. In pol pogledaš nazaj in tako, a bi je šel okej. In tako gledaš in potencialno, a veš, skočiš kaj, ampak tam čas traja, ne, in se pol, in pa priješ nazaj nekam drugam. A veš, se reinkarniraš v nekaj drugega. Pač jaz sem hotel zdaj pogledati na drugo stran in pol, ko bi tam prstal, bi bil tako, a to je dejansko druga stran, okej, da bom skočil nazaj in pol skočim nazaj in ker tam traja čas, sem tukaj, a veš, se že reinkarniral, pa ne vem kva naredil
In se pol čist nekaj drugega kle zgodi, kot da bom jaz skočil nazaj v Jure Peharja, ki se je zavedel, pa naredil skok v neznano, zadihu spontana, ta-na-na-na. Labi nipke je poslušal, samo res. Dej se vstal, ta komad je res zakon. Fak, tip je neki dojel v lifeu. In zdaj šera to. Prek muske. A veš? Hudo. Ne vem, jaz bi skočil na drugo stran, ker pač to izgleda tako kot najboljša stvar. Sam pa si pač na drugi strani in si pač na drugi strani in zdaj si tam. A veš, jaz sem pač skočil čez, pa si dovolil ta skok in zdaj sem na drugi strani in kaj zdaj? Zdaj sem kle, na drugi strani. Ok. Čakaj, to sem pa vzel kar zdaj, cajt pa razmislil. Jaz sem zdaj na drugi strani, ok? In sem skočil z une strani, sem si upal. A veš, mislil, da bom umrl, ampak nisem. In zdaj sem kle. In kle je pač en plec, ki je tako kot tam plec. A veš, kaj mislim, je pač plec ka plec. Mislim, še vedno je fajn, a veš, je fajn se kle zavedati, pa spočiti, pa pogledati okoli. Pa gremo pa spet, dajmo skoč nazaj in pa skočiš nazaj, ker ti pač sede nekaj delati. In pa skočiš nazaj in pa si tam in pa skočim sem, pa skočim in pač, a veš, cel življenje tako malo, a veš, skačem, pa ne skačem, lahko rečem plešem, cel življenje nekaj plešem in ful zanimivo, da cel life v bistvu dansaš, ampak vsak, a veš, korak je pa en življenje tukaj. A veš, da to cel življenje Jure Peharja je pač ko Bog pleše in je tako, en trenutek tega plesa sem jaz. In če sem jaz en delček tega, pa imam znotraj sebe jaz tudi, a veš, eno stran pa drugo stran, pa lahko skočim pa pristanem, je pol je res sej, zakaj bi sploh gledal kot na smisel? A veš, kva je smiselno, kva ni, pač vse je. A veš, obstoj sam je tukaj. In ideja, da vse tukaj tako, ka je, pač je in jaz lahko to spremenim v karkoli, ma niti ne spremenim, da veš, da obstoj je kakor en prostor, en 3D prostor, ki je čist poln, ki je pač kakor beton, ulita kocka betona. Veš, da cel obstoj je recimo kubični kilometer krat kubični kilometer krat kilometer krat kilometer
kocka betona in to je vse, kar obstaja. Ta kocka betona, pa sem pa jaz kle, ker sem nek duh, ki gre lahko skozi to kocko in zdaj pač hodim po tej kocki. In to je to, pač gledam zdaj, kva je tukaj. Aha, to je kle in zdaj se lahko predstavim, kamor čem in pogledam, aha, to je pa tukaj, kaj pa je tam, pa grem kaj, pa tam pogledam in se sprehajam pač po tej kocki in gledam, kako izgleda en del kocke, kako drug, ker ta kocka, veš, ni navadna kocka iz betona, ampak je pač ta life tukaj. A veš, jaz sem zdaj se premaknil do tega kle in Jure Pehar, ki čiča na posli, pa priča neki. Zdaj sem jaz tukaj, dej se jaz pomaknem zdaj do unih, ki bojo to poslušali. In veš, dejansko bi se lahko pomaknil kaj, oziroma se bom, ko odložim ta live tukaj, to pa, ne vem, a ga lahko zares odložim, brez da ta umre. Veš, a lahko jaz pogledam, kako je drugje, da se pomislim, kako bi bilo biti ta pa ta. Recimo ki to pol posluša. In pomislim in da bi res šel pa doživel to, pa bi mogel sebe kle pustiti za sabo, da bi res doživel, kako je biti en od vas. In pa se sprašujem, a bi ta, ki ga kle pustim za sabo, umrl? Pa a grem lahko jaz nazaj? A veš, pa ko umrem, a lahko grem še enkrat ta delček pogledat? A veš, a sem jaz tukaj skozi tukaj? Mislim, jaz kot Jure Pehar, a sem jaz pač en del te kocke in ker sem jaz en del te kocke, pač sem skozi. Ta kocka sam je tam. In pol se zavest, pač ta, zavest, pač odloč, da gre, pa se malo sprehod po tej kocki, je kakor mi pa bazen, evo spet prispodoba bazena. Pač tam je en bazen, ki lahko skočiš vanga, pa malo zaplavaš okoli, pa pogledaš, ko en konc bazena, pa drug, pa kako je v bazenu se žogati, pa z drugimi podajati, pa a veš, kakle, ne? Lahko je več ljudi not v kocki in pol je tako, še en je tukaj, lej, živijo, vi tudi kle in smo zdaj, lahko se družimo, veš, znotraj tega, to je zanimivo. Sam tudi, a so to drugi, a sem to jaz? In evo, to pa ne vem, ker nisem skočil na drugo stran. Jaz ne vem, a ste vi vsi jaz v bistvu, sam v drugem telesu. Tako mene res zanima, a so vsi drugi ljudje jaz, sam v drugem telesu, pa takole, da sem kakor kle pozabil, a so to jaz ali niso jaz. In šele, če odložim to kle, kar je, da si upaš nekaj narediti, kar si prej nisi. Se pravi, jaz si ne upam umret, pač dajmo to ali pa tako no, dajmo smrt za malo kasneje pustiti, pa bom čist na konc probal, kako je umret. Cool. Evo, bo zadnja stvar v mojem življenju, v življenju tega Jure Peharja, bo umret dobro. Ampak to je zadnja stvar. Pol, ko bom umrl, me ful zanima, kva je na drugi strani, kaj se zgodi, ko jaz odložim svoj telo. A sem še tam ali nisem več tam? A veš, pač ti kuža, midva se bova ločila, pa ti kle gor tudi in pa želodec, vse to, srce in pač mi se bomo ločili in pol, a sem jaz še vedno tam. In lih to je pa, ko si ne upam zdaj pogledat, ker, a veš, kao hočem izkoristiti ta cel life, ne? A veš, po drugi strani pa kva pomeni izkoristiti life? A ne pomeni izkoristiti life lahko, da greš, pa skočiš, ne vem, iz aviona, pa veš, da nimaš pedala. A veš, a je lahko to, da res doživiš, saj to so pa adrenalin junkie, direkt, da pač res doživiš enkrat, kako je biti živ.
Pa, a veš, skočiš iz aviona, pa imaš si pač kot najbolj živ, kar je možno. Da pač greš na avion, pa skočiš dol, pa veš, da nimaš pedala. In pa nimaš drugega, celo pot dol, ker sam da res v unih 10 sekund, da takrat se zaveš, da boš umrl in da ni druge in sam uživaš pol cel cajt. A veš, ko veš, da boš enkrat umrl, ko veš, da bo enkrat konc, pol vmes sam uživaš. Resno, majke mi, če bi jaz skočil z aviona brez pedala in vedel, da spodi, da bom umrl, da pač ni druge, da je ziher beton tam, kam bom pristal in da ni šans, da preživim in da v tisočinki sekunde bom mrtev. In se zavem, ko to skočim, da se bo to zgodil in zdaj, a bom celo pot dol, a bom jaz kričil, pa sem imel slabo, a se bom imel celo pot ful dober. A veš, kaj mislim? A grem jaz? Ja, jaz bom enkrat umrl, pa v prispodobi z avionom to pomeni čez mogoče pol minute, evo, da bom pol minute v zraku, v prispodobi z mojim lifem pa pomeni, da bom živel do 118 leta, ali pa, rečemo 94. Veš, da bom 94 let doživel in pol bom umrl. In pa se bo zgodilo to, kot če bi zdaj jutri z aviona dol skočil. Sam, veš, če prstaneš v enega, da pol enega nedolžnega pod sabo speštaš, pa si misliš, veš, boljši life, na drugi strani bom videl, kaj je, in pol tik preden umreš, enega ubiješ in si nabereš nove karme in je tako, greš sam na slabš, na ful slabš, če že greš nekam. Res, to bi bilo pa tako ubito. Ampak, ja, ta ideja, da bi pol v tem času, majke mi, če bi skočil z aviona, vedel, da bom umrl, ker je spodaj beton in pač je nula možnosti, da preživi človeško telo to, ali pač, a se pa pol resničnost spremeni v superhero resničnost, pa pač, ne vem, preživim nekak zadevo. No, in pol padem dol in ta cajt, a bi si ta cajt pa res vzel, čakaj. A bi, če vem, da bom umrl čez 10 sekund, umrl, a bi užival ta cajt, pa si res dovolil vse probat. Če vem, da bom umrl takrat čez 10 sekund. Ker 10 sekund je vse, veš, tudi če probam, kako je, če si vrat prerežem tekom tega, ko padam proti svoji smrti, je pač, veš, bom žrtvoval, ne vem, 5 sekund od teh 10. In pač probo, kako je, če si vrat prerežem, recimo. Brez recimo, gremo si to predstavljati. Padam dol, smrt, še vrat prerežem, ker me zanima, kako je, in sem to zdaj izkusil, in grem zdaj na drugo stran, ki ne vem, kaj je ali ni, sam pač se mi zdi, da je, ne. Mislim, saj zdaj v zadnje pol ure je izgledal, kakor da je. In če je, ne vem, ali pa vse, veš, sam enkrat doživimo, ali pa jaz ne morem pa še enkrat priti pogledati, kako je tukaj. A veš, ni nujno, da se bo tole še kdaj zgodil, točno ta trenutek. Mogoče se ne bo in jaz ne morem priti tega trenutka pogledati nazaj. A veš, mogoče je ta moment samo zdajle in nikoli več. In evo, tole zdaj šlomim in če nisem tega zares doživel, uživ, potem je to šlomim in tega nikoli več ne bom videl. Se pravi, mislim, z tega vidika, ne, pol, veš, ko se sprašujem, kaj je na drugi strani ali ne, je pa, da
ok, kaj na drugi strani cool, sam dajmo to zdajle tukaj pogledati. Ker jaz sem samo zdajle kle. Ali pa tudi, če nisem, če lahko prijem kadarkoli nazaj, pa nikoli zares ne pogledam. A veš, ne sprobam zares zadeve. A veš, ne sprobam, kako je živeti life Jure Peharja na polno, na 100%. Kako bi bilo živeti life na 100%, brez da se omejujem, brez da mi je kadarkoli, kjerkoli naroden. Kako bi bilo to živeti life na 100%? To bi bilo noro, Da si pač tudi, a se bo ta moment še kdaj zgodil, ali se pa nov, se pravi, a jaz sem kot Jure Pehar večen, ali pa sem minljiv, je v bistvu vseeno. Je v bistvu vseeno, zato ker v obeh primerih, a je kaj po smrti, ali pa ni nič po smrti, v obeh primerih je najbolj smiselna stvar, ki jo lahko naredim, to, da užijem ta moment zdaj. Zato, ker če živim sam enkrat, pa se ta moment dogaja sam zdaj, sam men. A veš, tukaj zdajle, klej v Jaršah, sem sam jaz in to se sam men dogaja, in če jaz ne bom tega izkusil, a veš, pa to potencialno dodal v našo kolektivno zavest, to izkušnjo, ta občutek, pol tega noben ne bo izkusil. Če jaz ne odživim lifea Jure Peharja na polno, pa, a veš, res izkusim, kako je biti Jure Pehar, če jaz tega ne naredim, je zapravljam ta life, je tako, kakor da, a veš, bi jaz lahko pripomogel nekaj v kolektivno zavest, pa nisem tega naredil. Je pač, jaz sem kle, jaz sem kle in zdaj, če je to sam enkrat, pol, moram jaz to pogledati, pa preveriti, pa izkoristiti, pa pač živeti ta life, ker noben drug nikoli več ne bo doživel, kako je biti zdajle kle, pa biti Jure Pehar. Ali pa ti, ki poslušaš to, kako je biti ti, tako noben drug ne ve, kako je biti ti, samo ti. A ni to tako, what? Pa to je perfuknen, da pač samo ti, noben drug, tako noben drug ne ve, kako je biti ti. Noben. A ni to nekaj neverjetnega? Tako, noben drug ne ve, noben. In zdaj, če noben drug ne ve, pa da je to samo zdaj in nikoli več, pol je pač moja dolžnost, da živim tale life, kakor naj bi bil ta life živeti. Tako, pač ta life ima neke svoje želje in ok, dajmo ga peljati zdaj v to smer, kamor ta life hoče iti. Dajmo pogledati, kaj, a veš, jaz lahko pogledam kamor čem, zdaj se lahko racionalno odločim, gremo kaj, pustim svojemu umu, da me pele kaj, in pač me bo vlekel stalno v to smer. Lahko pa jaz začutim, a veš, globoko seb začutim, kva je mišljen za ta life, kako bi ta life, če bi bil sam se prepuščen in najbolj naravno se zgodil, kam bi šel. In lahko sem zavezan k temu, da sam vidim, kam ta life gre, da sem jaz kle en gledalec tega in pustim, da se film odvije. A veš, da kakor da bi šel v kino, pa kinematograferja, pa kako je ta model, no, ki pač film predvaja, da bi tega modela skozi motil pri predvajanju filma. Daj fucking used se v dvorano, pa poglej ta film, model, in pač, ja, imam za izkusiti ta life. In to je v primeru, da umrem pol in je to konc in ta moment samo zdajle. Če sem pa jaz večen, lahko pa prijem nazaj sem. A veš, ta isti moment je kakor v tej skali, ki sem jo omenil,
kilometer krat kilometer krat kilometer, je kakor v tej skali in jaz ga lahko grem pogledat, kadar hočem. Sam fora je, a veš, da tudi jaz lahko to celo večnost delam, pa hodim kaj pa gledat, ne. Ampak je razlika, a veš, če vidiš nekaj 100-odstotno, pa res doživi, ne, da toliko dobro vidiš, da doživiš. Da ne samo gledaš, ampak si za vsem svojim bitjem v tem. In pač doživiš ta life. Za vsemi dobrimi, z vsemi slabimi, pač karkoli ima ta life vsebovan, doživiš. 100%. In tudi če, a veš, lahko še enkrat pol to doživiš, je, ali pa tako lahko gledaš, da pač moraš plačati 1 evro, da greš na to vožnjo po obstoju in pol vidiš, kako je biti ta pa ta človek, pa ta bitje, pa ta gora, pa kjerkoli delček tega obstoja. Pač vidiš, kako je biti tisto. Ampak fora je, da ta vožnja traja 10 minut. Ti lahko 10 minut plavaš po tem obstoju ali pa prispodoba bazena za 10 minut greš lahko v bazen in zato plačaš 1 evro. Ja, lej, 10 minut, itak da boš pač fucking izkoristil. Pač do konca, uživi na polno, kakor da pač moraš izkoristiti ta 1 evro, a veš. Ta 1 evro moraš izkoristiti. Pač vsi smo plačali 1 evro in zdaj živimo ta life. In to je pač kakor en ride na toboganu ali pa malo vode. Stari, koliko ti mlaskaš, to je tako like off the charts. Ok, recimo. Ja, sam, a veš, pa se vprašaš, ne, kaj pa če je, ja, sam zadeva je skozi sklene, pol, a je vsem, a veš, če grem na eno vožnjo, pa grem lahko še na eno vožnjo, pa še na eno, pa še na eno, pa še na eno. Sam, a veš, tudi če se vozim cel dan, pa je vsaka vožnja bedna, mislim, tako no, fucking ima veze, pol. Daj, če že grem se voziti, dajmo se voziti, a veš, pač če greš, ne vem, če greš pet, daj poj, pač lej, če poješ, fucking poj, daj pač 100% od sebe. A veš? Mislim, ne, lega, če poješ, pa te folk posluša, pač daš vse od sebe, vse, kar lahko, drugače zglabi te kdo poslušal, pač daj 100% od sebe. Ali pa karkoli delaš, daj nared, daj vse od sebe in nared, koliko lahko narediš. Evo, in pa če tako živiš life, da v vsem daš 100% od sebe, tako pač res doživiš, najbolj doživiš ta life. A pa 99%, pizde, ka 100%, pa se spet vprašam, pa kar umreš, če daš res 100% od sebe, ne, ka pol nič tebe ne ostane, ali pač. In pa smo spet pri vprašanju, a je na drugi strani kaj. In pa prijemo do zaključka, ja, se res, to je bil zaključek, da tudi če je neki na drugi strani, se pravi po smrti, da tudi če je neki, da tudi takrat nima v bistvu veze. Lej, če ni neki, pol imam, da 100% izkoristim ta life, ka pol ni nič. Veš, imam sam ta life na voljo in pol je konc. In zdaj moram se zabavati, zdaj moram delati, zdaj moram vse. Zdaj je pa cajt, da delam kar, kakor sem pol zaključil, kar je najbolj naravno za ta life. Pač ta life ima že neka spisana pravila, pa nekam, kar bi ga najboljš bilo popeljati. In da jaz grem v to ta najboljšo možno smer, a veš, to hočem doživeti tekom tega lifea, ker potencialno je pol nič in hočem izkoristiti in doživeti najboljšo stvar. Isto je pa, če pol je neki in da lahko prijem nazaj pa še enkrat pogledam. Sam tako, a veš, pa se vprašaš, zakaj bi pogledal, pa ne gledal zares. A veš, da slabo pogledaš.
zakaj bi slabo pogledal? Ker pol nimam nič od tega, a veš, tudi če živim vskos, pa tako, a veš, 10% pogledam neke lajfe, je tako, ja, lahko, ne, sam pol si skos na 10%, a ne bi raje 100%, pa skos, what, pa tudi če večno živiš. A veš, če večno živiš, pet pol spat, pa greš spat, pa ko se naspiš, pa spet pogledaš na 100%, se pravi, work hard, play hard, ne, rest hard, play hard, tako je, rest hard, play hard. In ne vem, zakaj bi tudi nekdo, ki večno živi z 10% užival life. Makes no sense to me. Se pravi, ki živi enkrat, mislim, je ful logično meni, zakaj bi 100% užival life, ki pa večno živi, je tudi logično, zakaj bi, ampak je, a veš, obstaja manjša možnost, da tudi če 10% samo vložiš, da je nekaj od tega. Sem ful manj, a veš, si to ful manj. No, pa v svetu imaš neke laži, še o tem, kva je dobro, pa kva ni. A veš, češ več, da je ful dobro, ali pa da je ful dobro, ne vem, da garaš cele dneve, ali pa da je ful dobro, ne vem, neke brezvezne stvari kupovati. Pač, a veš, edin način, ko pa lahko čutiš, kaj je res ful dobro, je pa sam nekak, bi rekel želodec, no, pač globok notranji občutek, da je to, da je ta ja, basically lahko tako gledaš, telo je kakor neka, je kakor en kuža, ki ga imaš, ki pač te nos na hrbtu, ali pa lahko gledaš kakor, da je to neka obleka, pa v glavi imaš enega pilota, ki je pač v tvoji službi, ne obratno, pa imaš pa še želodec, ki je kompas. Želodec bi jaz rekel, da je kompas v lifeu in te pač pele proti temu, kar ta life hoče biti, oziroma kar je najboljš, kar lahko ta life je. To je pač želodec, kompas, ki te pele k temu. Imaš pa srce, prek katerega se pa konektaš z drugimi ljudmi, z drugimi biti, ki so na isti poti kot ti, oziroma ki so na istem tem. V tej isto so in the human condition, a veš. Tako da ja, 100% od sebe. Pa če živim, dajem 100% od sebe, s pomočjo tega pilota v glavi, pa tega telesa, pa srca. In kaj je pa ta pravih 100%, se pa orientiram po želodcu, po tem globokem občutku. A ja, samo veš kaj je fora, da imajo vsi ostali tudi ta kompas. A veš, da vsak ima neke vrste ta kompas vse. Mislim, ja, vsak ima ta kompas vse. In zdaj pol se lahko jaz tudi po drugih mečkano orientiram. A veš, po svojem kompasu, pa še, ko se v kakšnega drugega zadanem, tako, a veš, sva se zadela in pa gre vsak v svojo smer naprej in ko se z kakšnim folkom zadaneš, veš, kakor kugelce, ko se pač biljardne, ko se pač z enim zadaneš, pač tako se vsak nekaj nauči, a veš, se kompas malo skalibrira in pa spet potuješ naprej. In se še kompasi med sabo nekako kalibrirajo, da kot kolektiv, a veš, kot kolektiv, ja, kažejo v eno smer, ali pa saj tako, približno v neko, da so saj tako statistično malo bolj v eno smer, ne, a veš, skupaj nekako usklajeni. No, tako da ja, da se prek srca se lahko konektaš z drugimi ljudmi, da se tudi po njihovem kompasu oziroma njihovem lifeu orientiraš.
imaš pa sam ta svoj kompas, ki se drugi probajo na njega priključiti, pa orientirati po njem. In to je pa, ja, želodec. Se pravi, srce za konektanje, želodec kompas. Telo je kakor kuža, ki ga imaš, ne, ali pa obleka, pa imaš pa še enega pilota, ki si ga najel, da ti pomaga navigirati. Ja, da je tako, rečemo, možgani so kakor en šerpa. Ja, ki si ga najel, da pač sabo nos stvari. In pol možgani so ta šerpa, ki sabo nosijo v nahrbtniku, ne, našo osebnost, pa naše prepričanja, pa naš spomin, pa pač ta šerpa ima vse sabo. Fakt, v tem nahrbtniku je tako vse. In ta šerpa je tako lahko odvisna, lahko tako gledaš. IQ je, koliko je šerpa močen. Ali pa ima še kakšne druge mere, ne, razen IQ. Ampak ja, možgani so kaj en šerpa, ki sabo nosi vse živo, pa lahko tej šerpi ful olajšaš delo. In bolj, ko olajšaš delo, bolj je zadovoljen. Manj bo tarnal pa sitnaril pa. A veš, če ima šerpa v nahrbtniku 5 ton, a veš, pa si predstavljenega, ki ima neke ful težko osebnost, pa neka prepričanja, pa načela, pa ne vem kva vse. Pač ja, to je 5-tonski nahrbtnik za tega šerpo in itak, da bo čist zagrenjen človek, to pač fucking 5 ton in pol tam, en korak, 2 koraka, 3 koraki in pol pač tam komi hod. Veš pa, lažji kaj nahrbtnik, boljš je. Ne, bolj je ta šerpa zadovoljen, čeprav, pazi, ne sme biti pa premalo, ker on je še vedno šerpa, on je v službi, on je v tvoji službi, ti si ga najel. Tako da, ali pa svoje možgane, svojo šerpo sem jaz najel. In zdaj se pač, dokler je ta lepo v mojem najemu in jaz delodajalec in on zaposlen, je cool situacija. Pa, ko se pa šerpa sprne, ne, zdaj sem pa jaz glaven, Fuck, to je pa problem, fuck you, pač ne boš, ne, ker ni prav, ker jaz ne morem nositi stvari, pač jaz sem ok, bom probal pobrati ta nahrbtnik in pade skozi mojo roko, ker jaz sem duša, jaz sem zavest in ne morem tega prijeti. In mu pol to šerpi kažem, fucking probam zigan nahrbtnik, tudi če bi ga hotel, ga ne morem. In pol šerpa to gleda in ne, lahko, in pol se tam krega in tako fucking, poglej resničnost, kakšna je in se sprijazen, da je s tem tako. In, veš, se je šerpa sprnil, ne, tako bo. In to so pač neka prepričanja, ki se jih vklepamo v lifeu, ki jih res ne rabimo in so se pač možgani kakor spomnili, ne, jaz to rabim, jaz bom to sabo nosil, fuck you. Ali pa, ja, recimo, da pač damo na nahrbtnik nekaj, ki bo šerpa nujno obdržal v njem, a se pa sprne, da pač ne, jaz ne grem naprej, ni. No, v glavnem, tega šerpe je treba mirkati. Je lahko super prijatelj, pa super sogovornik, ampak če mu daš preveč zanos, je problem, če ima premalo zanos, je problem, če se nekaj sprne, da bo nosil ali pa ne bo nosil, je problem. Pač lih prav mora biti. Oziroma lih prav. Pač jaz sem gazda, ti si gazda svojih možganov in to je to. In imaš pol pač tega kužeta, pa tega šerpo, kuža je telo, šerpa so možgani, imaš svoj kompas v roki, to je želodec, in imaš, ne vem, pač srce ali pa rečemo drugo roko, ki lahko pa s to roko sežeš sočloveku v njegovo roko. Pač srce, veš, prek katerega se konektaš z drugimi, pa lahko po njihovem kompasu orientiraš, pa pač, ja, ta connection. In da 100% life bi bil, da je šerpa,
da ful lepo delaš s kužetom in te podpira v tem, kar ti hočeš pol narediti. Se pravi, da si res telo si natreniral tako, da pač dela tako, kot ti hočeš, da dela. In se držiš tega kompasa, pač kamorkoli te pele, tle je pač 100% zaupanje, da ta kompas je tisto, ki te pele pač, kakor v muzeju, če v muzeju je puščica v desno, pa tam piše, tam boste videli to pa to, a so se kdaj že zmotili? Jaz še nisem doživel v muzeju, veš, da bi rekel, tam pa bo ta slika, pa je bila ena druga. Pač tam, veš, kaj skozi na enem in istem mestu, tam imajo vse prav napisano. In tle je isto, pač ta kompas kaže prav. Ta kompas kaže, kamor bi ta life mogel iti. Zdaj, če kaže v eno full evil smer, potencialno je najbolj zanimiv, da greš Sem pol mogoče je dolžnost kakšnega človeka ali pa kakšne duše, ki gre, je dolžnost mene, da včasih ne upoštevam tega občutka. Da če mi ta občutek kaže, veš, ubijati pa mučiti, da mogoče ne grem ker jaz vem iz lastnih izkušenj kot človek, da meni to ful ne bi bilo všeč. In če meni ne bi bilo všeč, verjetno tudi unmu ni všeč in pol jaz tega ne bom delal. Veš, ker če sem jaz potencialno, da je pač ena vožnja, oziroma en del tega obstoja, ne vem, no, jaz pač ne bi šel bi raje izkusil kaj drugega. Dokler pač jaz tega ne bom delal. Veš, imaš pa kakšne, ki hočejo to izkusiti, pa videti, kako je. Ne vem. Tako da ja. Pač ful zanimivo je biti živ. A ni? Moram vprašati, kada je kakšen dvom. V bistvu je takole, da čakaj, da nisem zdaj pozabil, veš. Da jaz lahko grem pa odživim kjerkoli life, pa sem karkoli. Sam, če nisem res 100% odživel tega, pridem nazaj, pa nisem čisto zadovoljen, kakor da nisem vsega videl. A veš, predstavljaj si, da greš nekam v en muzej, ali pa v neko galerijo, ali pa v živalski vrt, ali pa v Moravske Toplice, pa nisi skočil v vsak bazen. A veš, pa nisi pogledal celih Moravskih Toplic. Term 3000. A veš, no glavno, in a veš, da nisi šel v Hmariču na kosilo, pa nisi šel v čokoladnico, pa nisi šel golfa igrati, pa nisi ene bejbike zapecel, ali karkoli, pa cele Moravske moraš obdelati, da si pol zadovoljen. Evo, bil sem v Moravskih, res sem jih doživel. A veš, pa ne samo, da greš na glavne lokacije, ampak da res pač doživiš, karkoli že se dogaja, lahko si tudi sam v apartmaju, pa res doživiš, kako je biti tam v Moravskih. In si pol zadovoljen, evo, to sem doživel in to je to. Drugače se pa vračaš nazaj skozi, a veš, ker nisi dal tega ven iz sistema in ja, pač hočeš spet to videti. A veš, moraš pač zadevo tokrat videti, ali pa lahko tudi enkrat, ampak toliko dobro narediti, da imaš dost, da pač, si naredil in je cool. Ja, si pač dal ven iz sistema. In če vsak trenutek zares 100% odživiš, pol potencialno ga res samo enkrat živiš, ker pač ne rabiš iti nazaj ga pogledati. Ker ga imaš, veš, zapisanega v spominu in ne rabiš pogledati, dokler ne pozabiš.
Tako da ja, da se splača live 100% tudi v tem primeru. Se pravi, če umrem, pol samo enkrat in je konc, pol samo enkrat živim to življenje in v tem primeru moram vsak trenutek 100% izkoristiti. Pač, če samo enkrat živim, bom živel z velikim žejem. No, če pa lahko večkrat, pa tudi, dokler 100% ne doživim enega momenta, bom skozi pa fakt neki več bi bilo iz tega. Bi ga res doživel. Moment, ne govorim, kakšen je ta moment. Pa, kako bi rekel, v bistvu, ja, mene sploh ne zanima, kjer moment to je. Mene niti kot Boga, kot dušo, me niti ne zanima, kjer moment je, ampak me zanima, da kamorkoli že grem, ali kamorkoli se že gre, ne, ker itak, vsakič, mogoče lahko tako, vsakič, ko greš v to kocko, kjer vse doživiš, res vse doživiš. In je pol fora, da je pač vse boš doživel. In je vseeno pol, a usmerjaš ali ne, s to, ko boš vse doživel. Fora je pa, da ja, boš vse, celoten obstoj boš doživel, ampak je fora, dokler enega prostora, recimo, zdaj govorim v bistvu o času, ampak ker si časa ne moramo predstavljati zares, predstavljajte si atome, pač pikce, iz ta celotna kocka je sestavljena iz pikc. In vsaka pikca predstavlja en trenutek. To zdajle, ko poslušate, to je pač en trenutek v času in to je pač ena pikca na v tej kocki. Se pravi, vse je noter, čas in to. In fora je, da če doživiš to kroglico, ta trenutek v njegovi 100% popolnosti in mislim, da ga res popolnoma doživiš, potem sem ne boš več prišel, ker si to 100% doživel in ker si to 100% doživel, je kakor tam kljukca. In trenutek je bil doživet 100%, daš kljukco in tja ne boš več prišel. In pol te neka sila, karkoli že, te odnese v naslednji moment. In pol, je kakor life, da ti hodiš, da tebe sploh ne, da ti hodiš, ampak te ponaša, te nese iz trenutka v trenutek, pa vmes umreš, pa se rodiš na novo, pa vse doživiš. Z vse trenutke, od vsakega človeka, od vsakega bitja, od vsakega atoma, vse pač celoten obstoj doživiš vsakič, ko se lotiš, pa skočiš not v to kocko, v ta bazen, kakorkoli. Vsakič doživiš vse dobro, vse slabo, vse doživiš. In zdaj je moja teorija, da če eno zadevo doživiš 100%, kar jo lahko v enem šusu, se pravi, da greš enkrat skozi life Jure Peharja in pa če jaz živim ta life na 100%, bom samo enkrat šel skozi ta life, ker sem ga doživel. In pol tudi, če me neki drugega in ne jaz, da jaz ne odločam, ampak me avtomatsko pele iz trenutka v trenutek, da grem pač vse trenutke čez, potem nikoli več, dokler ne grem vseh ostalih čez, ne bom prišel v življenje Jure Peharja. Ker je pač ta življenje bil 100% odživet. Drugače pa bi se spet znašel v enem momentu, pa v drugem, pa v tretjem. In ja, da vse obkljukaš, vse pikce, šele ko vsak trenutek 100% doživiš. In ni fora, da usmerjaš svoj life, pa se trudiš usmerjati, ne. Fora je, da čeprav bi si mislili, da dajmo rajš usmeriti v nekaj dobrega, v bistvu svoj life usmerjaš tako, da doživiš vsak moment. Zato, ker če ga ne doživiš, pomeni, da bo ena od prihodnjih točk, do kjer te bo potencialno spet prinesel ta isti trenutek. In imaš neko, lahko tudi tako gledaš, imaš neko slabo navado
In dokler je ne odpraviš, oziroma dokler je ne odpraviš, ampak dokler si zares ne dovoliš te slabe navade, pa zares uživaš v njej, do takrat bo to označen kot slaba navada. Ko pa enkrat res jo dovoliš, res užit zadevo, da si res, ne vem, probaš heroin, pa si največji junkie na svetu in res si največji junkie na svetu in res odživiš to. Si takrat zavedaš pač največji junkie na svetu in odživiš, kako je biti to. In res zaužijaš 100%, res doživiš to zadevo. In ker si jo doživel, ker si bil res v trenutku in doživel trenutek, si s tem v bistvu vplival, da ne boš več prišel na isto mesto nazaj. Da pač nas nese čist, da nek zakon, dao, nas pač vse v svetu se dogaja po zakonih. Da cel ta life tukaj se odvija po naravnem zakonu in je vsi zakoni so že napisani. A veš, kam bom jaz prišel jutri zjutraj, to je že vse, če prevrtimo čas naprej, je že določen. Jaz na to ne morem nič vplivati, ker je vse že določen. Edina stvar, na katero bi pa rekel, da lahko vplivam, je, da res doživim 100% ta trenutek in s tem odstranim ta trenutek iz možnosti, kam bi jaz lahko še prišel. Zato, ker ta trenutek sem že doživel, je to dan in zato pol pridem nekam drugam, nekaj novega vidim. A veš, potencialno bolj zanimivega, zato, ker če bi še enkrat prišel na isto mesto, mi ne bilo več toliko zanimiv. Ker je pač isto mesto, ki sem ga že videl. In pol me zadeva ta zakon, dao, me posledično ne pelje tja, ker pač tisto ve, da je bilo doživeto, užito, izživeto, kakorkoli, in je pač dan. In me ne pelje in me pelje nekam videti nekaj novega. Tako kot dober turistični vodič, če mu ti poveš, to pa to si videl, te bo pelil na 1-3 druge kraje, In boš tako, Ali pa, sem že videl, ampak bi rad še enkrat videl, ker me zanima, če je kaj drugače. In greš pač spet pogledat, lahko čez čas, ima nazaj. Sem tiste tako, z razlogom greš pogledat. Pa, prijemo do koncepta, da tudi, če nekaj 100% odživiš, da je to samo za nekaj časa odživeto. Da pol spet, kakor da en gumb, ki ga pritisneš in zelo počasi se vrne v prvoten položaj. In ko se vrne v prvoten položaj, ga lahko spet pritisneš. In je pol v bistvu sam ta ples v nedogled, da pač pritiskaš gumbe in to je vse, kar delamo. In pač sam še vedno je, če ti vse, kar delamo, je pritiskamo gumbe, pa veš, to, da pritisneš gumb, pomeni, da 100% nekaj doživiš, pol, ko, veš, ti si pritisnil ta gumb in zdaj ta gumb pritisnen, pa pač ga gledaš, kaj pritisnem, pa ga ne moreš pritisniti spet, zato dokler ne prije do vrha gor, do takrat pač nimaš kaj, ne moreš tega knofa več klikniti in čakaš, bo prišel nazaj, sam vmes je pa ful ostalih knofov in lahko druge klikaš in se zabavaš z drugimi. Ampak to, da si kliknil, pa da se lahko zabavaš, veš, kakor, ali pa predstavi si, da to niso gumbi, ampak so tipke na klavirju. In vsak ton, ki ga res klikneš, tipko in ton proizvedeš, ali pa struno na kitari,
gremo struno na kitari. Ko udaraš kitaro, mislim, ko zabrenkaš na eno struno, je tako, kot da bi en life odživel. In če daš 100% od sebe v tem brenku, si ga dober zabrenku in ga ne rabiš iti še enkrat. A veš, ali pa ga lahko še enkrat, sam se mora struna umiriti. Ne? In ko se struna umiri, lahko spet zabrenkaš. Sam to, da zabrenkaš, to pomeni, da daš 100% od sebe v lifeu. In če je šibek brenk, nisi dal 100% od sebe v lifeu. Če pa res sunta prav, si dal pa 100% od sebe v lifeu. 100% od sebe v lifeu. Če zdaj sem malo čuden povedal. Ja, da ti sploh ne moreš muske ustvarjati, lepe muske, če ne daš 100% od sebe, zato ker to pomeni, da si gumb tako neki na pol pritisnil, na pol zabrenkal. In še vedno moraš pa čakati, da se struna, če si zabrenkal, veš, umiri. Ja, moraš čakati struno, da se umiri, ali pa jo sam umiriti, zdaj, a si zabrenkal ful bedno, ali pa dober. A veš, v obeh primerih moraš čakati, da se struna umiri. In pol, če hočeš res dober komad odigrati, pol pizda, da je vse tone dobro odigraj. Vse to je to. Če hočeš uživati, moraš uživati, praktično. To je cel zaključek. Če hočeš uživati v lifeu, sam pač uživi. Pač užij tisto, kar je pred tabo tukaj zdaj. In pol tukaj zdaj. Pa tukaj zdaj. Pa tukaj zdaj. In vsak moment ima nekaj svojega, vsak moment pride s svojim naborom ful dobrih stvari, pa potencialno z navodili, kaj je fajn, če bi zdaj naredil. Veš, lahko živiš life, da samo živiš in vsak moment pač pride z nekim navodilom in pol, če uno navodilo ujameš, lahko sam ta navodila sprot bereš. Veš, ni treba nobenega ogromnega navodila imeti, kako živeti life, pa načel pa to. Ne, sam bod tukaj zdaj in če pač neki pride, pač uno nared. In to je to. In samo tukaj zdaj in samo, dajmo to, dajmo to, dajmo to. In če bi tako živel, pa brez da bi v prihodnost pogledal pa razmišljal, bi res najbolj užival. Saj to je definicija, to je definicija užitka. Da pač užijaš trenutek, da ga tako, kakor da bi bil trenutek sok in ti ga užijaš, ga spiješ. Isto je kle, ta čas, ta moment se zdajle dogaja in jaz lahko govorim, pa gobcam, pa nekaj čudenega delam, ali pa sam Ma ne, veš. Jaz sem vedno mislil, da to, da jaz govorim, pomeni, da ne uživam tega trenutka. Pa v bistvu je še en nivo nad tem, veš, da to, da jaz govorim, to ne govorim jaz. Govorjenje se pač zdajle dogaja in jaz sem lahko še vedno za tem in opazujem, kako ta model kle razlaga in sem, kakor sem rekel, za tem in pač uživam v tem, kot še vedno uživam, tudi če govorim. Ne rabim biti tih, pa samo opazovati, kaj je ena muha na steni, kaj se dogaja in ne sodelovati. Jaz lahko sodelujem v lifeu in ga obenem opazujem. Lahko gojim, obe stvari v sebi, obe strani v sebi. Da sem on, ki dela stvari in on, ki opazuje to delanje. Hudo. Se pravi, karkoli se kle dogaja, to je pač se dogaja. Jaz lahko to sam uživam v tem in če to naredim, pa uživam, Če uživam ta trenutek tukaj, da sem res potopim vanga, pa najbolj lahko uživam. Zdaj sem se zapletel v uživanje. V glavnem, mislim, da je to. Da in če umreš, da takrat je najboljš biti v trenutku, pa res uživati life, ga na 100% uživeti. In če, ko umreš, se zadeva nadaljuje,
Tudi v tem primeru je najbolj 100% živeti, ker edini na ta način lahko, a veš, en dober komad odigraš ali pa dober živiš. Mislim, edini tako je smiselno dober živeti, da daš 100% od sebe in da uživaš. Se pravi, da si tukaj zdaj in karkoli je, to si dovoliš, da 100% doživiš. Ok. Zdaj pa grem jaz doživljati, pa ne govoriti malo. Ajde.